Risi. Risi so osrednja tema vsakega slehernega pogovora v mali slovenski vasici Brezje pri Horjulu. Slednjo je obiskala naša ekipa na čelu z obetavnim novinarjem Luko Pečanom. Obiskali so enega najbolj razvpitih lovcev na rise, ki trdi, da risi obstajajo, kljub trdnim dokazom, ki trdijo nasprotno. Dobrodošli, ja. Tu je moja hiša. Živijo, Luka. Maurici. Lepo imate, bi nam malo razkazal. Ja, torej, tukaj je vsa moja oprema za lovljenje risov, ja. In tole je posebna tkanina, v kateri te risi ne morejo videti. Ne zaznavajo tega. Tole je za najhujši primer, če vidiš risa in ti je preblizu, to jih odganja. Vidite kaj, tole vas bo pa zanimivo, tole pa je treba pokazati. Urin samice. To privablja samca. Zelo dobre zapasti. A od enega kratkega? Ne, ni treba, sem v redu. V redu, bo pa več zame. Gremo zdaj gor? Maurici je Pečanu odprl vrata svoje hiše. Tam je novinarja pričakala gostoljubna gesta, a najpomembneje, Pečan je poslušal o srečanjih z risi. Vse skupaj je postalo še bolj osebno, ko je Maurici govoril o odnosu sosedi. Da se boste usedli, ne? Hvala. V redu. Boste kaj spili? Ja. V redu. Imate pa lepo tukaj. Ja, hvala. Koliko časa pa že živite tukaj? A tukaj? Ja, jaz tukaj živim že 20 let. Odkar sem rojen. Da smo, hvala. Ja, v redu. No, bova začela. Ja. Torej, ste že kdaj videli risa? Ja. Kaj več, prosim? Ja, bil sem 12 let. Sem hodil tam na polnem gozdu. Kar naenkrat, taka velika rjava zver, brunda vame. Ris! Kaj ste pa naredili potem? Potem vstal sem. Bila je veličastna zver. Čutil sem neko globoko povezano z njo. Vseeno strah. Kaj si pa sosedi mislijo o vas? Ste v redu? Ja, sosedi me imajo radi. Obožujejo me. No, kako pa poteka ta lov na risa? Že 3 mesece sem v naslednji. Vsak dan se mu približujem. Danes bo dan. Čutim ga! Čutim ga! Dobar dan. Dan, Luka. Jože? Mi smo pa prišli malo vas povprašati o vašem sosedu Mauriciju, gospodnjem. Kaj narobe? Ne, samo tako, kakšno mnenje imate o njem? Zelo slabo. Res en čuden. Kaj pa počne kaj? Ne vem, zadnjič sem ga z eno puško videl, po mojem, nekih se govori, da rise lovi, ampak skoraj ne verjamem, da bi rise lahko lovil, kaj jih ni tle. Ja. Ne? Ja. Koliko časa pa že živijo on tle, pa vi? Koliko časa vi On je živite? komi prišel, ne vem, par mesecev, jaz sem tle že skozi in zdaj nimamo nikakor miru, odkar je on prišel sem, se je preselil. Kaj glasen? Ja, roputa kar naprej zvečer, pa
skozi je glasen, lovi tiste svoje rise. Ne vem, sploh ne vem, kaj ne rečem. Poln kufer ga že imamo, res. Danes bomo šli čist rutinsko ekspedicijo, zato da najdemo risa. Šli bomo po vseh območjih, ki jaz grem ponavad, po tej kosti, da ga najdemo. Bomo šli lepo po tej reki in obljubam, danes ga bomo najdemo. Slovenski gozdovi so polni naravnih bogatstv. Naprimer, tele igelce, ne? S tem si ful dobro lahko mažeš kolena. Zelo dobro. Slišam, Ja, res. Skozi. To je moja babi mi skozi govorila. A veste, slovenski gozdovi, to je čist nekaj drugega. Tle drevesa delajo fotosintezo dan in noč. Res. Tako. Pa daj, pomohi. Diši. Po risu. Tle je bil pred enim letom. In jedel je piščanca. Blizu je. Vsak lovec mora vedeti svoj plen. Mora vedeti, kakšne navade ima, kakšen vonj ima, kaj ima rad. To je problem, ker nismo samo mi lovci, ampak smo tudi ljubljeni. Iskanje se iz minute v minuto selilo globje in globje v gost. Napetost je naraščala sploh glede na nevarnosti, ki prežijo na lovca kot je Maurici. Omenil je, da se lahko hierarhija lova tudi hitro obrne. To je seveda obsodba na življenje, ko je lovec ves čas v strahu. Stres bega in neprestanega straha, povrh vsega pa še slabi odnosi s sovaščani, so Mauricija pahnili čez rob. Boleha za težko še nedobro raziskano mentalno boleznjo. Vsak dan mora jemati še neodobrena zdravila, včasih pa pride tudi do hude ure in izpadov. Ej, kam je? Črtovlite! Halo, Maurici. Hej. Halo, zbudi se. Halo, Maurici. Ej, zbuja se. Maurici. A si cool? Hej, te vstan. Si cool? Smo ga ujeli. Ne še. Nismo ga še. Kmalu ga bomo. Nismo ga še ujeli. Ne še. Bom pa zale! Jo, Maurici! Halo, Maurici! A si v redu? Hej, počakaj! Maurici! Maurici! Kaj zdaj? Uči na trepalance. Mislim, da je tam.
Potem se je zgodilo nepredstavljivo, tragično. Ekipa se nam več ur ni oglasila, kar je v medijski hiši povzročilo nemir. Bili smo strtih src, ko nas je kot strela z jasnega zadela informacija, da je prišlo do uboja zgolj 25-letnega in še kako talentiranega novinarja Luke Pečana. V lovu za risom oziroma risi je bil Pečan žrtev ponesrečenega strela. Snemalna ekipa je prizorišče tragedije zapustila v tišini brez vednosti policije, v želji miru pred javnostjo, kar se je kasneje izkazalo za ključno, ko govorimo o obstoju tega dokumentarca. Snemalec se je po kamero vrnil, kar je bila zadnja ključna komponenta, da dokumentarec gledate zdaj vi, spoštovane gledalke in gledalci. Še vedno pa po vseh teh dnevih žalovanja ne vemo, če risi zares obstajajo ali pa je bila to le še ena od projekcij domišljije človeškega uma. Dokumentarec posvečamo v spomin Luki Pečan.